Danes naj bi torej premišljevali o skupnosti, o tem, kako nas postni čas kliče, da urejamo tudi svoje odnose z bližnjimi, ne samo z Bogom, ne samo s stvarstvom, ne samo sami s seboj, ampak tudi z bližnjimi, z ljudmi, ki jih srečujemo, bodisi doma, v družini, bodisi v šoli, bodisi na delovnem mestu, ali pa zunaj, na ulici, v bloku, neznanci, kako živimo ta odnos, kaj je tisto, kar nas v tem odnosu vodi, kaj je tisto, kar nas v tem odnosu usmerja. Mislim, da nam je vsem jasno, da kadar govorimo o skupnosti, moramo nujno govoriti o ljubezni. Brez tega ne gre. Brez tega nobena skupnost ne drži skupaj, brez ljubezni vse razpade. Zato pa, da lahko govorimo o ljubezni, se mi zdi, da je potrebno dvoje in na to bi vas danes opozoril. Po eni strani je jasno, da ljubezen, če je res prava, želi dobro bližnjega. Tistega, ki ga ljubimo, mu želimo dobro. Ne želimo mu vedno, da mu bo ugodno, da mu bo prijetno, da mu bo udobno, ampak želimo pa, da bi mu bilo dobro. Zakaj je to pomembno? Zato, ker si je treba v ljubezni včasih tudi drzniti, pa ne biti samo mehek, pa odpuščajoč, pa prizanesljiv, ampak si v ljubezni kdaj potrebno tudi drzniti, morda biti trd. Še vedno iz ljubezni. Trd kot, ne vem, kot mama, ki pride zjutraj buditi svojega otroka, ker pač mora vstati. In kakorkoli se pač otroku zjutraj ne da vstati, mama mora vztrajati. Zato, ker je prav, da se vstane. Zato, ker je prav, da se dan začne. Ker pač ne gre drugače. Trd kot starš, ki svojega otroka prime precej na trdo, ko vidi, da počne neumnosti, trd kot prijatelj, ki gleda svojega prijatelja, ki ne dela za šolo. Kdo mu bo rekel, če ne jaz, ki sem njegov prijatelj? Kdo ga bo opomnil? Če mu doma nič ne rečejo, moja dolžnost je iz ljubezni, da ga opomnim, da sem trd z njim, da sem zahteven z njim, iz ljubezni. V tem duhu se mi zdi, da lahko bolj razumemo tudi ta današnji evangeljski odlomek in prizor Jezusa, ki se ga mogoče mi velikokrat prikličemo v spomin takrat, ko moramo upravičiti svojo jezo. Ko smo na nekoga jezni, ko bi radi spustili sami sebe zvajeti, in potem se upravičimo in rečemo, saj Jezus tudi v evangeliju. Jezus je tudi naredil bič in je izgnal. In opravičimo svojo jezo. Pa je dobro, da se spomnimo, Jezus nikoli v evangelijih ne počne stvari zaradi sebe iz svoje volje. Od rojstva do smrti Jezus je vedno tisti, ki išče očetovo voljo. Nikoli svoje. Vedno očetovo, kako izpolniti, kako uresničiti očetovo voljo. In se mi zdi, da je zelo neprimerno, kar malo grdo, da mu pa pripisujemo, ampak enkrat si je pa spustil, pa je svojo voljo uveljavil. Tudi tukaj je veliko bolj razumljivo, če za vsem tem spet iščemo ljubezen, ljubezen, ki je tista, ki želi dobro vsakemu in ki želi v današnjem primeru tudi opozoriti, da ne smemo iz templja delati trgovine, da ne smemo iz svetega kraja delati tržnice. Ne zato, ker sovraži menjavce in prodajalce,
pač ti ljudje so skrbeli za svoj vsakdanji zaslužek tam, kjer se je pač zdelo, da se to da. Ne gre za sovraštvo do teh ljudi, gre za ljubezen, ki vodi. In ko bomo naslednjič v skušnjavi, da bi mogoče svojo jezo, ne vem, na brata, na sestro, na otroke, na starše, stresli z opravičilom, saj Jezus tudi, je mogoče dobro, da se vprašamo, čakaj, a mene tukaj vodi zdaj ljubezen, ali me vodi pa sebičnost, ker pač ni po moje. To je ena stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je pa to, da ljubezen ni vedno trda, ni vedno samo trda. Če je ljubezen samo trda, potem jo je težko sprejeti, jo je težko razumeti, ji je težko verjeti. Zato je prav, da je ljubezen takrat, ko je primerno, tudi mehka, tudi pozorna, tudi nežna, odpuščajoča, opravičujoča, da si vzamemo mi tudi čas drug za drugega in takrat, ko nismo jezni, tudi drug drugemu pokažemo, da se imamo radi. Vas spomnim še enkrat več na, verjetno vsi poznate ali pa ste vsaj slišali, na 5 jezikov ljubezni, na 5 načinov, na katere ljudje lahko drug drugemu sporočamo, da se cenimo, da se spoštujemo, da se imamo radi. Lahko si to povemo z besedami potrditve ali pa čisto direktno, rad te imam, veliko mi pomeniš, cenim te. Lahko to kdaj naredimo z dotikom, z objemom, s stiskom roke, s poljubom. Lahko smo kdaj pozorni, si vzamemo čas za nekoga. Takrat, ko nam gre tako na živce, ker bi mi počeli svoje stvari, pa ne vem, morda mlajši bratec hoče imeti mojo pozornost, mlajša sestrica sitnari, ker hoče biti z menoj, da se rečem prav, če je to njen jezik ljubezni, iz ljubezni si vzamem čas, se posvetim. Lahko je 4. jezik ljubezni, so usluge. Kolikokrat, to je moj glavni jezik ljubezni in vsakič, ko sem dežuren v skupnosti, naloga dežurnega je med ostalim tudi, da vsak večer pomije posodo. In ko, ne vem, po enem Zoom srečanju pridem 10, pol 11 v kuhinjo, sam pri sebi vzdihujoč, zdaj moram pa še posodo pomiti in pridem v kuhinjo in je posoda pomita in jo je pomil eden od sobratov. Ne vem, kdo je bil in ni mu bilo treba in je to naredil namesto mene. Mene to najbolj prepriča, da je v skupnosti, tudi če mi nikoli nihče nič ne reče, ampak da imam v skupnosti tudi sobrate, ki me cenijo, ki me imajo radi. In 5. jezik ljubezni so darila, ne nujno vedno najbolj draga, najbolj bleščeča, največja, morda kdaj veliko bolj pridejo do človekovega srca darila, ki so majhna, ampak ki so znamenje pozornosti, ki so točno to, kar smo mi morda sami pri sebi iskali, želeli, smo potem hrepeneli, morda tega niti nismo obešali na velik zvon, ampak tisti, ki nas poznajo, to vejo in so na to pozorni. Torej, samo kadar smo v resnici vložili nekaj časa v izražanje ljubezni, takrat se mi zdi, da lahko potem tudi ljubezen si kdaj privošči, pa je trda, pa je morda tudi neizprosna, ampak vedno v iskanju dobrega. Da bi tudi glede tega lahko imeli vedno znova Jezusa za zgled, da bi se pri njem učili. On je tisti morda edini, ki
ki to, kar govori, tudi uresničuje. Ki to, za čemer stoji, kar pridiga, kar oznanja, to v svojem življenju udejani. In ko Jezus govori o tem, da nas ljubi, je zato pripravljen dati tudi svoje življenje. Da nam dokaže, da nam pokaže, da nas prepriča. Da bi tudi mi, tam, kjer smo poklicani, tam, kjer nas priložnost ali pa potrebe pokličajo, znali biti toliko odprti, znali biti toliko pozorni, da bi si vsaj v tem postnem času vzeli čas za ljudi, ki jih cenimo, ki so nam pomembni v našem življenju, da bi se res nikoli ne zgodilo, da ljudje, ki jih imamo radi, ne bi vedeli, da jih imamo radi, zato ker si nismo vzeli časa, ker se nismo k temu spravili. Čas je kratek, tudi postni čas je kratek, dajmo ga izkoristiti, zato da bo tudi v naših skupnostih, zaradi nas, po naši zaslugi, kaj lepše, kaj boljše, kaj prijetneje.